Gledalke in gledalci, en prijeten četrtkov dober večer želimo iz Velenjskega studia. Zopet smo z vami slovensko narodno zabavno pesmijo tja do nekaj minut čez 9. Ostajamo, upam, da vaša najboljša in najljubša četrtkova družba. V družbi Moskontarjev, ki prihajajo tudi danes, skoraj da z cele Slovenije smo jih na Kraspa skupaj in tvorijo v današnjem primeru in kot ponavadi dva ansambla. Pristrčniki prihajajo v studio oddaje Najvižja tudi harmonikar, tokrat iz glasbene šole Roberta Gotarja. Začnemo pa z našimi osrednjimi glasbenimi gosti, skladbo, ki je zaznamovala njihov prvi album in zagotovo jo poznate celo toliko dobro, da lahko ne samo zaplešete, ampak z njimi tudi zapojete. Veseli svatje, Lunca, dober večer. Če se, kdaj ga konec boži, ker prava veselica se začne v temi. Mami povem, se našminkam pa grem, saj čakam že težko, da zaplesala bi. Vem, vroče bo, fantje pa ženi so.
Dobro večer še enkrat, oddajo Najvižja spremljate in z nami so osrednji glasbeni gostje Veseli Svatje, kjer so oni, pač ne gre brez tele lunce. In vprašanje, kolikrat so jo že kaj zapeli v tej njihovi skorajda 15-letni glasbeni karieri. Dobro večer. Dober večer. A? Ne vem, kolikrat, milijonkrat. Ja, a vam že gre kaj na živce? Ne, to pa ne. Zakaj? Ne, osebno ne. Kaj si pa vmes v glavi ustvarjaš, kaj tako mat poješ? Marske. Ja? Vsakeč druga zgodba? Cviček, vinček, striček, Per? linca. Ni pira. Ni pera? A? Ne? Ne. Per ne teče za vas? Ja, tudi teče, zakaj pa ne. Je pa res, da je največ pa mineralna voda. Negazirana. Negazirana. V redu. Hladna, topla? Spodaj je hladna, zgoraj je topla, tako da ni razlike. Je to pijača Veseli Svatov? Se pravi, tja, kjer pridejo Veseli Svati, če jih imate slučajno planirane na kakšni fešti, tam mora biti mineralna voda brez Ja, mehurčkov. to če v kakšni bolnici igramo, drugače pa ne. dej. Drugače pa špricer radi spijemo, Ja. kakšno pivo radi spijemo. Prav? Je pa res, da se na odrih pa trudimo, oziroma na veselicah, da spijemo veliko vode, ker to je ponovadi poletje, ne? Ja. In da ne dehidrira človek, je fajn, če veliko pije. Zdaj, če bi pa veliko alkohola spil, pa... Bog ne daj. So veselice sicer vaš tako primarni oder, lahko rečemo, ne? Ja, zagotovo. V celem letu bi lahko rekel, da 90% nastopov naših so veselice, potem se še kakšno ohcet najde in take podobne obletnice, pa kakšne novoletne zaključki bodo zdaj tudi v kratkem, recimo, in to je to. Mater si sicer oder veselic najraje? Ja, zagotovo, zato ker tam se najbolj lahko človek sprosti, tam imaš veliko časa, da daš veliko energije od sebe, da pokažeš svoj širok repertoar, pa ljudje plešajo, tam ti tudi veliko vračajo, bi rekel, energije in jaz mislim, da zagotovo je veselica kraj, kjer se svati najbolj počutno. Dobro, čeprav tale polka je sigurno trešla malo v spredje, ampak sigurno pa ste v tistih prvih začetkih bolj štancali valjčke, bolj umirjene skladbe, a to drži? Ne, v bistvu ne. Ne, se ne strinjaš, prav, Ne. okej. Smo kar ta hitre imeli polke. Ampak Zato je zdaj- tudi polka najprej nastala, no. Gremo pa zdaj vseeno do enega valjčka. Gremo. Premajhno je moje srce? Je kar dost veliko. Je veliko, v redu. Je pa naslov tega valjčka. Ok, prav. Ja, bolj kot ne iz začetka njihovega glasbenega ustvarjanja in čeprav poznamo bolj kot ne zadnje skladbe, ki so tako rekoč postale hiti slovenske narodno-zabavne glasbe, zakaj ne bi še malo pogledali v njihovo zakladnico. Veseli Svatje. Premajhno je moje srce, da skrila lahko vam bi vse, kar lepega v naši deželi doživela skupaj sva. Premajhno je moje srce, da vam bi skrenila želje, ki vedno zbudijo se v meni, ko odjadram prek morja. Ti prvi si vznemiril mi srce, ti prvi si ljubezni dal ime. Ti prvi moj do zadnjega božni, vsak tih večer moje srce to mi pove. Premajhno je moje srce, da skrila bi vam se morje, samotni zaliv kraj peščine, kjer dišile rožmari. Premajhno je moje srce,
Premajhno je moje srce, veseli svatje, čeprav je Anita že prej rekla, da ima srce zelo veliko. Zdaj že 3 leta ga polni srečo, veseljem, ljubeznijo tudi do sinka. Res je. Kako je biti mami? Lepo, Ja? zelo lepo. Kaj je najlepše? Najlepše, vse je najlepše. Zjutraj vstajati. Ja, no, mislim, tudi to je zdaj lepo, ja, da se potem mečkaj rekreiramo. Se tega navadila? Se je bilo težko to navaditi, glede na to, da si bolj polnočnjakinja? Ma ne, nekaj časa sem sicer rabila, ampak vse to se da, no. Pride ta materinski čut, se poje prebudi in poje vse drugače. Se stabiliziraš. Še en valček sicer slišimo v tokratni oddaji najstarejšega datuma z vaše strani. Kak pa imate sicer odnos do teh skladb, ki ste jih naredili zdaj, ne vem, 10 let nazaj? Zdaj tako je, dokončani sta 2 plošči. Prva je Lunca, druga je Ne dam srca. Na teh 2 je kar nekaj polk, valčkov. Verjetno nas poslušalci oziroma gledalci najbolj poznajo po polkah. Vmes pa smo nanizali kar nekaj valčkov, ki jih pa mogoče nismo toliko zelo porinali v ospredje, ampak vseeno jaz mislim, da pri nas je vsaka skladba ima neko zgodbo, za vsako smo želeli nekaj povedati in jaz si želim, da najde oziroma da so našli tudi valčki pot do src poslušalcev. Modernejši pridih ste potem z drugo plato nekako predstavili, moderne vesele svate. Kaj zdaj sledi 3. zgoščenka, naslednje leto, ko bi lahko bil kak koncert? Ja, v bistvu se je ta modernost začela že z Lunco, že na prvi plošči, ko smo začeli sodelovati z Matjažem Vlašičem. Matjaž je vsem poznan avtor eurosongovskih skladb in veliko uspešnic je nanizal v pop glasbi. Zato se je to začutilo tudi v naših polkah, ta mečken pop stil. Tako da smo pri tem kar ustrajali, ker smo ugotovili, da je to ljudem všeč, da sploh mladi imajo to radi. Tudi druga plošča, Ne dam srca, je bila v tem stilu in tudi 3. je že skoraj dokončana. A, res? Ja. Kako bo naslov? Se ti kaj koca, to bo po skladbi, katero bomo še zaigrali. Vredo? Bo pa mislim, da spet okrog 10 ali pa 11 skladb. V našem stilu polk, pa nekaj valčkov, ki bodo pa tudi, eden bo čist drugačen od ostalih. Ja, po čem? Po avtorski plati in tudi po zvenu bo precej drugačen. Tvoje avtorstvo? Ne. Aha. Ne, ampak še ne bom zaenkrat povedal, kdo je avtor, to še ostaja skrivnost, ampak bomo zagotovo tudi na VTV to predstavili. Sicer Vlašič, ki si ga omenil, nekaj časa je bil tudi vaš član, ne samo tako sodelovanje. Tako bom rekel, z Matjažem smo mi veliki prijatelji, tudi po osebni plati in na eni od vaj, ne vem, kjer komad smo vadili, na začetku bolj, je enkrat zapel tako heco malo, tudi ti nekoč boš mamica postala, pa cveteli so beli kostanji z njegovim glasom, pa smo rekli, pa zakaj pa naj bi mi zašto kakšno zadevo tudi skupaj naredili. No, tako da smo na drugi plošči tudi posneli skupaj Avsenikove kostanje, jaz mislim, da je kar fajn ratalo. Pa tudi se je pojavil, kdaj je z nami na odru član, sicer ni bil nikoli tak stalen priložnostni član, pa recimo, da lahko bi rekel, da je, ampak važno je pa to, da smo bolj v ozadju, smo pa zelo dobri prijatelji in veliko skupaj delamo. Ko so že ravno pri priložnostnih članih, tudi danes je eden med nami, Denis Dečman, vas še ni zapustil na trobenti, pa danes z vami kdo? Mitja, Firbas, Veljamovka, ga bomo zdaj klicali, pa to ne vem. Zakaj? Ja, on je mojster Veljamovke, ne vem, če to veš. A ne vem. No, če kdo rabi dobro Veljamovko, jo najde pri Mitju. Je res? Je, Mitja, to je res, ne? Dobro, grem zdaj tja. Me več zanima. Kako se naredi najboljša Veljamovka v Sloveniji? Ja, najboljša Veljamovka se naredi iz hrušk, ne? To je definitivno res. Drugače pa stari postopki, fermentacija, destilacija, pa je to. Pa date flaše prav na hruško, se pravi tista... Tudi delamo, tudi. Ja? Da zraste noter. Tako. Fajn. Ate Šemika, naslednja pesem Veselih svatov. Pol kmalu pozdravimo enega mladega harmonkarja, ki ste ga, se mi zdi, da ravno 2 leti nazaj, tok, ko smo nazadnje pozdravili Vesele svate tukaj, že videli. Bil si mojster pravi, to imaš naravi, veš, nihče ti ni do
sva na polju san, lovila bosa sonca dlan. A te še mika, v nedrju ta moja mala pika, si letijo Božo izpoznal takrat, ko si imel me rad. A te še mika, v nedrju ta moja mala pika, si letijo Božo izpoznal takrat, ko si imel me rad. Me še vedno skipa tista tvoja slika, kjer poziraš kot maneken. Dobro sva začela, svetla nih imela in ljubila se, ljubila se. Bil si mojster pravi, frajer po naravi, veš, nišče ti ni do kolen. Res da sva končala, a vseeno vprašam te, da vem. A te še mika, si kdaj lačen mojega dotika, kot takrat, ko skupaj sva na polju san, lovila bosa sonce dan. A te še mika, v nedrju ta moja mala pika, si letijo Božo izpoznal takrat, ko si imel me rad. A te še mika, v nedrju ta moja mala pika, si letijo Božo izpoznal takrat, ko si imel me rad. Si jo Božo izpoznal, ko si srce mi dal. Nagajivo, veseli svatje. V nadaljevanju pa, ja, mogoče nagajiv, Bog si ga vedi, sam bo povedal oziroma vas prepričal s prisotnostjo. Tomaž Ocvirk prihaja, mlad harmonikar iz glasbene šole Roberta Gotarja. Takoj za še enim dokaj frišnim glasbenim sodelovanjem. Moči pa so tokrat združili poskočni muzikanti s Tonijem Sotoškom in njegovimi harmonikarji. Je sploh kaj lepšega od glasbe na tem svetu? Je še kaj lepšega kot biti muzikant? Saj muzikant prinaša med ljudi le srečo, je dobrodošel vse povsod, ker je fejs fant. Po dobri glasbi znana naša je dežela, prav vsi vedo, tu je doma frajtonarca. Dekleta, fantje, stari, mladi jo igramo, postala prava je kraljica naroda. Levo, desno vlečem jih, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji. Vlečem jih, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji.
Pozdrav naprej, oddaja Najbližja z vami, še zmeraj z mladim harmonkarjem, ki pa kar raste. In če se ga spomnite izpred 2 let, Tomaž od Cverk je kar konkretno zrastel. Jaz sem tako mi spoznal, dober večer. Zdravo. Ješ kaj posebnega? Ne. Ne? Ne. Aha, ali pa to srednja šola dela? Ja, možno. Ker sva bila na zadnji skupaj, kaj, si še bil 9. razred? Ja. In si pol šel v tisk, kaj si rekel, kaj že? Elektro. Elektro Ja. je prevladal. Ja, možno. Koliko ima elektro zdaj veze s tvojo harmonko in znanjem? Ja, nima take veze. Ja, ampak te pa spremlja vsem. Ja, harmonka je bolj tak za sprostitev, ko pridem domov. Aha. Čeprav jo kar resno obravnavaš, jemlješ, tako hodiš v glasbeno šolo, udeležuješ se tekmovanj. Ja, res je. Zdaj sem bil na Zlati harmoniki Ljubečne, sem osvojil 2 srebrni pa 2 bronasti plaketi. Čestitke, Hvala. fajn. Je bil to tvoj cilj? Ja, recimo. Naslednje leto pa zlato. Aha, v redu, lepo, se pravi po stopničkah. Stopnička, ja. Ima Tomaž že svoj ansambel? Ne še. V prihodnosti mogoče. Mogoče, se pravi, še ne veš, to a bi ali ne bi. Ja, nekaj bo sigurno, sam kdaj pa še ne vem. Čeprav pravijo, da je tudi več denarja, če je sam okrog, tako skačejo s Ja, harmonko. to je tudi res. Ja. Kjero danes igraš? Od Goterja na gradu Schwarzenstein. Pa gremo na grad Schwarzenstein s Tomažem od Cverkom. Izvoli.
Tomaž Ocvirk z nami iz glasbene šole Roberta Gotarja. A si že bil kdaj na gradu Schwarzenstein, o čem je zdaj lepela skladba? A si lahko zamisliš, kako je Gotar tole pisal? A vidiš v skladbi, ne vem, kak približek tega gradu, glede na to, da je inštrumentalna, da ni zdaj teksta na tisti klopci na levi strani gradu Schwarzenstein sem sedel in dekletu dal poljub. Ja, če je inštrumentalna, si moraš predstavljati. In kaj si ti potem tle vmes predstavljaš? Ja. A se ti zdi, da mu je skladba ratala, da ne vem, da ko si bil na Schwarzensteinu, je nekaj v tej povezavi? Je, sigurno. Najdeš? Dobro, fajn. Kaj še sicer počneš tako v življenju? Dobro, elektro, harmonika? Ja, zraven igram tudi klaversko harmoniko, se učim v glasbeni šoli Velenje. Super. Ja. A glasba te pa ni toliko prepričala, da bi šel, ne vem, naprej študirati, da si rekel, da si izbral elektro? Ja, ne vem. Si rekel prej mogoče ansambl s frajtonarco ali s klaverko? Verjetno, če bo oboje. Valjda se fan zna igrati, ne? A je zdaj vprašanje kvintet ali trio? Bolj bi bilo kvintetek. Ali pa trio, pa za zram pa še dva, ki sta na pauzi pa čakata. Prav, še eno zaigraš, katera je to? Ja, od Avsenika, Polka naokrog. No, to pa celo tudi malo več ljudi se mi zdi, da pozna. Polka naokrog, Avseniki, Tomaž Ocvirk. Tomaž Ocvirk še zmeraj z nami v oddaji Najviža. Mu pa moramo zdaj čestitati za vse uspehe še enkrat. Ljubečna je bila tvoja, plani so doseženi. In kam pol priznanja postaviš? Imaš kako posebno vitrino? Ja, imam. Ker tega se verjetno kar nekaj nabere, ha? Ja, je kar. Ja? Imam tako v svoji sobi. Fajn, celo stena tvoja priznanja. Ja. Fino, najlepša hvala, da si prišel. Mogoče pa naslednjič z ansamblom. Mogoče, ja. Zakaj pa ne? Dobrodošel. Pa mogoče, a bi si upal ti priti v katero drugo oddajo Najviža s klaversko harmoniko? Bi. A res? Ja. A kar v naslednjo, čez 14 dni? Mogoče. Zakaj pa ne? Se bomo mi tole zmenili. Hvala za danes. Srečno, ne pa še hvala za danes. Vam gotovo ne ostanete z nami. V nadaljevanju vas pozdravijo prisrčniki. Takoj za mladimi gamsi, ki se grejo neko podokenco. Včasih smo radi pod okno hodili k ljubicam pet, da bi jih osvojili, nismo šparali besed. Na vasi takrat je veljalo, da mora fanta
sicer je samostal. Zapil bom pod oknom, da luč se prižge in deklica zala srce mi odpre. Zapil bom pod oknom romanco za njo, v njej izpovedal ljubezen ji vso. Deklita pogrešajo danes ta čar pod oknice, se bolj zdi se virtualno in brez kemije vse. Še nekaj nas tistih je fantov, ki znamo šopkom rim, tako kot na vasi pred leti, srce ukrasti. Zapil bom pod oknom, da luč se prižge in deklica zala srce mi odpre. Zapil bom pod oknom romanco za njo, v njej izpovedal ljubezen ji vso. Zapil bom pod oknom romanco za njo, v njej izpovedal ljubezen ji vso. V njej izpovedal ljubezen ji vso. To je oddaja Najvižja. Gremo naprej z naslednjimi glasbenimi gosti. Ansambel Prisrčniki so z nami, peli pa bodo o prijatelju. Ti včasih siva megla, obzorje zatemni. Več ne viš nekod nekam, naj se obrnil bi in žalost trpka kot tat prikrade se ti v srci. Pa zamorjen, v duši izgubljen, si brišeš solzi. Glej, pred teboj roka pojavi se, si že ti v dlan potegne iz sive temegli, pol ti pokaže takrat, nežno poboža te. K sebi te stisne, varuje te. Življenje je vrtiljak vseh čustev in strasti. Kdaj preveč se zavrti, sme človek izgubi. Takrat pomagal ti bo le tisti, ki rad te ima. Dal ti roko, obrisal oko, prijatelj je to. Glej, pred teboj roka pojavi se, si že ti v dlan potegne iz sive temegli, pol ti pokaže takrat, nežno poboža te.
ne varuje te. Pokaže takrat, nižno poboža te. To je prijatelj pravi za ti. O prijatelju ansambl Prisrčniki, tako nežno, da ne morejo biti drugje, kot kar nekje blizu srca. Verjetno je to njihov tudi cilj, namen. Dober večer. Dober večer. Drži. Naš namen v bistvu je že naše ime, samo Prisrčniki, se prikrademo v srce, zdaj pa kak se, ali mirno, ali živahno, to pa čisto odvisno. Se pravi v srce, ne na srce, kot v smislu neke prisrčnice. Ja, odvisno, no. Ne bom rekla ne, ampak načeloma ne. Dobro. Vaši konci ustvarjanja so kje? Ja, povsod, kjer nas ljudje želijo imeti, kjer nas pokličejo. Kaj pa domača Kajža? Domača Kajža je v Voličini, kraj pri Lenartu. Res? Ja. Lepo, lepi konci. Lepi. Kdo je še kaj od drugih ansamblov na tistem koncu? Ja, v bistvu najbližje je naš Trobentač, prav iz Voličine. Potem je najbližje basiste iz Jakobskega dola. Ostali smo pa razmetani od Rač, Oplotnice do Svetega Tomaža. Ok, kjer kraj je zdaj najlepši od vseh? Jaz sem rekla, da je Oplotnica. Oplotniško dekle. Kaj so pol prebivalci? Kaj si ti, Oplotničanka? Oplotničanka. Je pravilno, fajn, prav. Nežno je bilo tole, a bomo tako tudi nadaljevali? Normalno, da ne. Mi igramo za vsakega, ne? Tako da imamo živahno tudi, ne samo nežno. Ne? Je treba danes torej vse predstaviti. Absolutno. Se pravi, polka, valček, manjkalo bi še nekaj zabavnega? Pa bo, tako na pol zabavnega tudi, no? Tako da brez skrbi. Bo, ampak ostanite z nami do konca, se pravi, do tega intervjuja. Se pravi, Prisrčniki zdaj, koliko, 2 leti? 2 leti in pol bo našega ustvarjanja, začetka ustvarjanja. Štvrjan? Pa za nami je že kar nekaj festivalov, vrstili smo se na festival Štvrjan, Graška gora, letos smo bili na Slovenski polki in valček. Se pa spomnimo. Ja, nastopili smo tudi na Volkswagenu Špila in še bi lahko naštevali. Fajn, bomo še kaj našteli v njih v nadaljevanju, ko seveda ostanete z nami, takoj za polko, ki je hvaležna. Lepo mi je
stekajo pesti za tele glasbene goste, ki prihajajo torej iz tistih koncev. Sicer ustvarjajo torej Prisrčniki oziroma ansambl Prisrčniki že dobri 2 leti in kar nekaj skladbic se je že nabralo v tem času. Pa že kar nekaj, ja. Ja? Naprimer, bomo skupaj 4 leta, smo naredili za eno novo hvaležno, kot smo čuli, ne ni res. Ja. No, ne bi smel zdaj povedati mogoče. Ne, ni panike. Ni, no, to smo imeli priredbo, pa še kaj bi se našlo, ja. Super. Kaj, bomo zdaj kaj več besed povedali o tejle najbolj frišni Bova skupaj 4 leta? Ja, lahko povemo, lahko pa se tudi pustimo presenetiti. Ne, ni presenečen, to se ne izteče dobro. Grem kar na drugo stran. Ja, Bova skupaj 4 leta, s tem smo se predstavili na... Najprej, a je to vprašanje na koncu? Bova skupaj 4 leta? Ja, zdaj, če imam za kakšno dekle, potem bi bilo vprašanje na koncu. Ok, prav. Kaj pa v vašem primeru? V našem primeru pa bi rekel, da je delno. Ne, gotovost, večna. Ja, ok. Kdo je tekst pisal? Tekst je pisala gospa Vera Šulinc. Vera? Ja. Ok, prav, zmenjeno. Skladbo pa je naredil Miha Kirbiš, naš klarnetist. Tale tle zadaj, ki ga jaz tako lepo smo obrnil hrbet. Sicer si se podpisal še pod katero drugo vašo pesem? Ja, v bistvu tudi prijatelji moj Prva, ki smo slišali. Prva, ki smo danes slišali. Drugač pa za tisto, ki je že Tomi malo napovedal. Bova skupaj 4 leta? Ne, v bistvu ne, ni res. Aha, ne, ni res? Za to sem se podpisal pod aranžma. Bi rekel človek, ja. Več pa delamo... Pod glasbo besedilo bolj težko, ne? Ja, v bistvu pa je tako, da vseeno, ko naredimo komad do konca, ga v bistvu skupaj naredimo. Tem, da tista končna slika je potem vseeno od nas vseh. V redu. Kaj pa pol v studiu, kaj se pa tam dogaja? V studiu se marsikaj dogaja. Ni za slabem smislu, no. Ja, snemamo kar nekaj ur, ne, pa navadi... Koliko ur vam vzame? Ja, ena skladbica. Odvisno, koliko se bo trudimo, kako smo hitri, ne. Drugače, 4 ure, 5. Si vzamemo časa, predebatiramo, kaj najbolj pametno, kaj najbolj lepo zveni. Glede na to, da smo že zdaj v tisti dobi posnetkov, ki ni treba zdaj več toliko blazen pripravljen priditi na snemanje. Ja, pa mi se sami potrudimo. Aha, ok, prav. Imate kakšne posebne mentorje za to? Ja, mi zaenkrat hodimo k Tadeju Miheliču, k njemu v studio, pri njemu pa snamemo, mislim, on nam naredi vseeno. Ni pa vaš mentor tak, da bi se dobili tudi kdaj izven studijsko? V bistvu nekega fiksnega mentorja mi zaenkrat nimamo. Mogoče kdaj, kje, ne vemo. Kaj to pomeni, da ste predobri? Ne, ampak mi se ne sklicujemo sam na enega. V bistvu iščemo neke možnosti, neke opcije, ker nimamo zdaj nekega točno določenega stila, ki bi pač nas predstavljal, ne? Ja? Kaj to pomeni, da se še iščete? Lahko bi rekli na tak način, ker tudi vsaka naša skladba, kot je verjetno bo slišano, je v drugačnem stilu. Tako da v bistvu ugotavljamo, kaj bi nam pasalo našim poslušalcem in se pač odločamo, kaj bo nam najbolj držalo. A je težko v tem času, ko je blazen velik narodno-zabavnih ansamblov, zdaj neko svojo špuro vleči, stopati? Jaz mislim, da je eno. Ker to je vseeno ena nasičenost ljudi, vsak manj. Mislim, mi se ne trudimo posnemati nekoga, ki je že take stvari izvajal pred nami. Tako da probamo neko svojo pot iskati, zdaj pa, ker je že toliko ansamblov, toliko enih smeri, je pa težko najti neko smernico, da bi nas vodila v neko čisto novo pot, da bi mi to sami speljali. Lahko z narodno nošo ansambl, ki je praktično mlad, zelo svež, pokaže nekaj novega in še zmeraj prepriča? Mi se trudimo. Imamo zelo radi narodne noše, drugače jih ne bi danes imeli gor. Tako da se trudimo, no. To je le naše. Fajn, so mi všeč, so mi pri srcu v bistvu že od začetka, odkar se z njimi pogovarjam za vas. Zdajle pa vam zaigrajo tole njihovo čisto novo. Bova skupaj 4 leta, vprašaj, pika. Postala, ko prišli so drugi časi in so metuljčki poletili okoli srca. Pa zgodil se je v maju
nek večer samo za naju, sva poljub si prvi dala in ljubezen si priznala. Vem in čutim, da je prava, drug brez drugega ne znava. Ko sem ob tebi, jaz lahko se dotaknem neba. Bova skupaj štela leta, kot sva vedno sanjala. Obita skozi življenje hodila. Bova skupaj štela leta, osivela že oba. Ljubezen najina, večna bo sopotnica. Včasih misel me prevzame, boš res vedno tukaj zame. V tvojem naročju mi srce vse odgovore da. Bova skupaj štela leta, kot sva vedno sanjala. Obita skozi življenje hodila. Bova skupaj štela leta, osivela že oba. Ljubezen najina, večna bo sopotnica. Njihova čist frična bova skupaj štela leta, zdaj verjetno za vas ni več dvoma, a je bila na konc pika ali je bil vprašaj. Komu paše v končni fazi, a ne? Tako, točno tako. Sicer za skladbo snemate tudi kaj videospote, ne? Ja, normalno, da snemamo. Ja, za to skladbo še nismo posneli videospota, ampak še bo, še sledi, tako da brez skrbi. Kdaj? Kdaj v kratkem, menili smo, da bi ga izdali celo zdaj v decembri, ampak decembra je bolj božični čas, tako da bomo verjetno predstavili za kak mesec. Se vam zdi, da skladba paše na pomlad? Skladba paše je definitivno na pomlad, ne, takrat, ko začnejo malo ptički žvrgoleti. Ljubezen, prisrčniki, vse imajo naštudirano. Kdo pa sicer skrbi za, ne vem, menedžerstvo pa te stvari? Ja, bom tako rekel, no, za račune pa za denar skrbi naš trubentač, ne. Če se pojavljamo, kako se pojavljamo v medijih, pa kako nas drugi prepoznajo, to je naša pevka, to je Tina. Za vse ostalo pa nekako vsi skupaj stopimo, nekako tako bomo rekli. Super. Kaj še zdaj sledi pred koncem leta? Ne vem, kaj bi sledila. Ja, videospot očitno ne. V bistvu pripravljamo nekaj novega, nekaj frišnega, kar še ni predstavljeno, ne moramo. A je to skladba ali kaj drugega? Ja, skladba je nov valček, tako da pustimo se presenetiti, kaj bo nastalo. Festivali kličejo že skoraj za prihodnje leto. To pa res, nekaj imamo v planu, bomo videli, če se nam bo išlo. Je to verjetno tudi neka pot narodno-zabavnega ansambla, ki se še nekako išče in se skuša najti neko pravo svojo nit ustvarjanja? Ja, definitivno, da je. Če ne, mislim, mi ne gremo na festival zdaj, da bi pometli s konkurenco. Vsi ansambli iščejo to, mi gremo tu z drugačnega vidika, da spoznamo ljudi, da se podružimo sploh. Števerjan letos nam je bil zelo všečno. Traja 3 dni, se podružimo, spoznamo nove ljudi, se naučimo kaj novega, tako da super izkušnja. Cele bi si pa res človek nesel za na nočno marco, odlični so prisrčniki, še eno zašpilajo, ki jo dobro poznate, mogoče pa prihranimo za kdaj naslednjič, ko se zopet vidimo z njimi, vprašanje. Ne, ni res. Ne
taka bela rosa jutranja ima okus po tebi, zbuja me, zbuja. Z nasmehom žalost spereš mi z oči, poln nežnosti. Se skriješ v moje dlani, ne ni res, zdaj vem, da to ni res, da vrag in angel sta v tebi kot iz nebes. En sam pogled, več kot dovolj mi je, vem, brez tebe življenje trga se, zdaj prazno je. Ne ni res, zdaj vem, da to ni res, da vrag in angel sta v tebi kot iz nebes. En sam pogled, več kot dovolj mi je, vem, brez tebe življenje trga se, zdaj prazno je. Ne ni res. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila. Ti si kot rožca, metuljček sem jaz, ki obletava te vztrajno ves čas. Vendar med nama se nič ne zgodi, praviš, da niti za take reči. Kje zgubila si srce, ljubezni polno in mladostni sanj. Kje zgubila si srce, jaz upam, da ne iščem ga zaman. Kje zgubila si srce, mogoče le pred mano skrito spi. In potihem si želi, da nežen moj poljub ga prebudi. Zgubila si srce, mogoče le pred mano skrito spi. In potihem si želi, da nežen moj poljub ga prebudi. Zdi se, da videl sem v tvojih očeh iskrico drobno na ustih nasmeh. Deklica draga, ne bom se še vdal, hočem te zase, naprej bom iskal. Kje zgubila si srce, ljubezni polno in mladostni sanj. Kje zgubila si srce, jaz upam, da ne iščem ga zaman. Kje zgubila si srce, mogoče le pred mano skrito spi. In potihem si želi, da nežen moj poljub ga prebudi. Zgubila si srce, mogoče le pred mano skrito spi. In potihem si želi, da nežen moj poljub ga prebudi. In potihem si želi, da nežen moj poljub ga prebudi. Gremo naprej z našimi osrednjimi glasbenimi gosti. Ljubezen z gora in Veseli svatje.
bom ljubezen brez mej. Saj jaz si bil korak zvan, našla vse to, kar sreče najde. Oko kot dvema res je lepo, čuti pa to srečo, oba se to res prava, ljubezen je gora. Odpelji me zdaj tja v skalovnje, v gorski svet med vrhove odid. Pojdi pa le urno stopiva, ko grem gore srečen sem in prazin. Na vrhu močno me objemi, začutil spet bom ljubezen brez mej. Saj jaz si ti v korak zvan, našla vse to, kar sreče najde. Oko kot dvema res je lepo, čuti pa to srečo, oba se to res prava, ljubezen je gora. Na vrhu močno me objemi, začutil spet bom ljubezen brez mej. Saj jaz si ti v korak zvan, našla vse to, kar sreče najde. Oko kot dvema res je lepo, čuti pa to srečo, oba se to res prava, ljubezen je gora. Vreme nam je trenutno res pogodo, tudi vikend, ki sledi, morda kdo izkoristi za obisk gora. Veseli svatje, ja ali ne? Ja, vsekakor. Res? Kateri so tisti vrhovi? Še ne dolg nazaj. Smo bili tukaj zelo blizu, Ja? Gora Oljka, Aha, seveda. in smo se imeli prav fajn, a ne, svatje? Sicer pa Gorenjska vas bo še gostila do Ja. konca leta. Ja, Ne? upam, da še. Let? Tako, res je. Kranjska gora. Mhm. A sem še kaj pozabila? Kranjska gora, Silvestrovanje. Silvestrovanje, tako je. Aha. Kje je v Kranjski gori? Prav, To bo pa Blaž najbolj vedel, kje Aha. je. Moram koordinate povedati. Ne vem Ja, točno. ne vem, kaj rabijo ljudje, Na da pridejo prostem, do vas. silvestrovanje na prostem bo, Super. tako da vabljeni vsi, če vas pot zanese na severno Gorenjsko, tja najbolj mrzle kraje, gorenjske, slovenske, v Kranjski gori bomo silvestrovali in komaj čakamo, da bomo med to množico ljudi na Gorenjskem veseli. Odlično, sicer pa bolj kot gore, ti še greš malo tudi na morje, zdaj smo slišali. Ja, res je. Naslednji teden odpotujem s križarko. Wow. Wow. Ja, lepo. Se že veselim, tako da. Kakšna posebna priložnost za to? Pa v bistvu ni, no. Ne? To je to. To je to. To je Gremo to. izkusiti. Mamica rab tudi oddih za sebe. Dobro, se ne vem, a bo otroka s sabo vzela ali ne. To pa niso več naše stvari. Ne dam srca, veseli svatje. Daj punca brž odpri, saj vidiš, kdo zvoni. Bi celo noč se k tebi stiskal rad, nikar ne delaj se, kot da odveč ti je. In da v resnici hočeš sama svat. Daj punca brž odpri, se grozno mi mudi. Medvedi čakate objem, ne muči me preveč, do toga sem goreč. Ne bo ti žal, to ti povem. Ne dam ti svojega srca, ne bom še ena ljubica. Ti take sorte si fanti,
brž odpri, saj vidiš, kdo zvoni. Bi celo noč se k tebi stiskal rad, nikar ne delaj se, ko da odveč ti je. In da v resnici hoče sama spat. Če mi odpreš nocoj, pozabil bom takoj, da kakšno drugo sem poznal. Poljubček ti bom dal in se takoj pobral, kar rekla boš mi, vse bo prav. Ne dam ti svojega srca, ne bom še ena ljubica. Ti take sorte si fantič, obljubiš se, drži pa od tega prav nič. Ne dam ti svojega srca, ne bom še ena, ki niti ušla. Čeprav si čeden, nisi vreden mene, zato ne dam ti srca, zato ne dam ti srca. Veseli svat je še zmeraj z nami. Ja, tole so zadnje praktično skladbe in kar želimo si še nekaj novega, ker se nam zdi, da bo to novo že sigurno tudi potem uspelo. Zdaj jih že nekako imamo za takšne. Vse, kar dajo ven, vse to, kar je sveže, rata. Ja, nam, hvala Bogu, to rata. Ja. Nas folk sprejme, Ja. sploh pa naše skladbe, zdaj bojo sicer valčki. Ne bojo samo valčki. Ne bojo samo valčki, Ja. sicer zdaj bo polka, ampak v zadnji imamo pa valčke. Imate valčke, kaj to pomeni, da imate nekaj skladb tako pripravljenih? Pripravljenih je nekaj skladb, V redu? ampak še bojo nekaj časa pripravljene. So že posnete. So že posnete. Ja. Niso vsi govorci v ansamblu. Ja, če sem čisto iskrena, je Blaž edini, ki res obvlada zadeva, ampak se vsi učimo nekako po njegovih stopinjah. Aha. Tako da nam zadeva lepo laufa, a ne Blaž? Si se zdaj naučil že delati hite ali pa vsej skladbo spraviti do ljudi na tak način, da že vnaprej veš, da bo uspel? Očitno še ne. Zakaj? Mislim, jaz ne. No, sem naredil. Ena od teh pol, ki smo jih zdaj slišali, Ljubezen z gora, to je ena in edina moja avtorska, zaenkrat. Je pa tako, da težko je v današnjem času reči, tale bo pa kar hit, ker naprimer, če se spomnim nazaj za našo Lunco, sploh nismo niti malo slutili, da bi skladba lahko bila na koncu tako zelo uspešna, oziroma za nas tako zelo pomembna. No. Kaj misliš, da je bil največji razlog, da je to prišla do ljudi? Jaz mislim, da je treba biti originalen, treba je biti drugačen, treba je biti svež. In mi smo v tistem momentu, se mi zdi, da kar bili precej sveži. In tudi zdaj se bomo trudili, da bomo sveži, se pravim, skladbe, ki so že posnete, pa jih danes žal še ne smemo pokazati, ampak jih bomo. Kdaj pride prva zdaj tako ven? Zdaj mislim, da bo še pred novim letom ena nova prišla. Vse se bomo kaj oglasili, sigurno. Ampak hočem povedati to, da si želimo biti sveži, da si želimo biti še vedno drugačni. In če nam bo to uspelo, pa če bodo to ljudje požegnali, potem bomo mi veseli. Kje ljudje najbolj požegnajo po tvoje? Je to festivalski oder ali je to nastop po kakšni televizijski oddaji, mogoče malo večji, ali ne vem, ali je to res potem na veselicah od vasi do vasi? Od vasi do vasi, tako kot si rekel. Ja, najbolj pomembno je, da se na terenu zadeve, da igraš, da ljudi seznaniš s tem konc koncev. Tako da vse festival je super stvar, ampak festival je super odskočna deska za skladbico, recimo, ampak to še ni nič potem, bom rekel. Treba je skladbo spraviti med ljudi, na radijske postaje, v take oddaje, kot je vaša, recimo tudi. In potem, ko pride do ljudi, takrat dobiš prve odzive, no in potem se zgodi, a se pa ne zgodi. Zdaj ni nujno, da je vsaka skladba uspešna, to se mi dobro zavedamo. Ko nam pa kakšna uspe, da je uspešna, takrat smo pa res srečni, tudi mi. Naj se komu ne kolca v tem trenutku, zaradi tega, ker ta skladba je odlično uspela. Veseli svat je.
čist vidno spomnim na te, ko zaslišim ki vesele svate, ker takrat sva mi dva zaplesala. Mislim, da še luna nama je sijala. Ja, takrat si spremil me do hiše, tvoj je glas odmeval vedno tiše. Nežen sva poljub skrivaj si dala, in potem sva tiho se razšla. Se ti kaj konca, ko mislim na te, a kdaj začutiš, da morda sem prava zate. Se ti kaj konca, je le občutek, ki v zvezdah je zapisan le za naju dva. Spomnim se, kako sem te čakala, iz čiste trme nisem zajokala. Lahko bi bil pošten in mi povedal, jaz pa sem še vedno upala. Se ti kaj konca, ko mislim na te, a kdaj začutiš, da morda sem prava zate. Se ti kaj konca, je le občutek, ki v zvezdah je zapisan le za naju dva. Se ti kaj konca, je le občutek, ki v zvezdah je zapisan le za naju dva. Ki v zvezdah je zapisan le za naju dva. Čez 14 dni se zopet vidimo, takrat zopet v družbi svežih narodno-zabavnih ansamblov ali pa starih novih skladb in videospotov. Dobrodošli takrat, da ste z nami. Za danes le še lep večer in lahko noč, pa seveda z veselimi svati in vačkom, ko boš odhajal. Nasvidenje, moj fant predragi, samo še enkrat me poljubi za slovo. Objemi me in ne pozabi, da vedno na tele čakala bom zvesto. Nasvidenje, naj sreča spremlja te v tujem svetu na nevarnih vseh poteh. In v srcu je goreča želja, naj vrne se s teboj ljubezen in nasmeh. Ko boš odhajal na konec sveta, moja ljubezen za tabo bo šla. Tiho te spremljala, ko boš garal, nižno te božala, kadar boš spal. K meni vodila, nazaj te bo spet, v dar mi prinesel rdeči boš cvet, da pozabila
na konec sveta, moja ljubezen, za tabo bo šla. Tiho te spremljala, ko boš garal, nežno te božala, kadar boš spal. K meni vodila, nazaj te bo spet, v dar mi prinesel rdeči boš cvet. Da pozabila samotne bom dni, prečute noči. Udar mi prinesel rdeči boš cvet, da pozabila samotne bom dni, prečute noči. Da pozabila samotne bom dni, prečute noči. Thank you.